Dejansko odločitev o tem, da v Sloveniji gradimo superračunalnik, je zorela že več kot desetletje. Projekt HPC River smo pričeli z izvedbo leta 2018 in v tem času se je kar precej stvari zgodilo. Prišli smo do bistveno večjega stroja, kot smo ga prvotno predvideli. In uspelo nam je v zelo kratkem času res realizirati velik projekt, veliko zadevo. Superračunalnik Vega je eden najmočnejših superračunalniških. Trenutno je eden izmed 50 računalnikov po lestvici top 500 in bo v naslednjih letih zagotovil marsikatere računske, shranjevalne potrebe in potrebe po izmenjavanju podatkov s tujino. Torej, Izum se ni ukvarjal z superračunalništvom pred tem projektom. In seveda ta dodatna funkcija nas je veselila, po drugi strani pa smo kar bili malo v strahu, ali bomo uspeli. Ampak danes vidimo, da smo uspešni, da smo lahko uspešni, tudi v primerjavi z evropskimi institucijami in tudi mislim, da v bodoče bomo uspeli zadržati ta trend. 20 milijonov evrov investicije v superračunalnik je relativno malo. Zato so v tistem času, leta 2018, bili naši cilji zgraditi superračunalnik z okoli 1,5 petaflopa zmogljivosti. To se pravi ravno, da bi prešli tisto magično mejo enega petaflopa. V Sloveniji imamo zelo veliko izjemnih strokovnjakov, ki niso samo vrhunski strokovnjaki na svojem področju, ampak obvladajo tudi vso tehnologijo in vsa orodja, ki so potrebna, da so lahko dosegali svetovno vidne uspehe tudi takrat, ko jim še nismo mogli ponuditi sistemov, kakršni so Vega. V novem kontekstu seveda to pomeni, da smo postali mednarodno zelo vidno okolje. Vendar v tem letu 2019 so se zgodili tudi na nivoju Evrope zanimivi premiki, kjer je dejansko Evropska komisija izdatne financirala Euro HPC inicijativo z približno 780 milijoni evri za izgradnjo prvih 8 superračunalnikov, takšnih testnih imenujemo, v Evropski uniji, z namenom, da testira tehnologije za izgradnjo exascale superračunalnika, to se pravi res računalnika naslednje generacije. In pri tem smo z našim začetnim projektom Vege kandidirali za pridobitev dodatnih sredstev v okviru Euro HPC inicijative. Ker je bila naša vloga zanimiva, jo je tudi Evropska komisija oziroma Euro HPC inicijativa prepoznala kot zanimivo za sofinanciranje in nam je namenila dodatnih 5,9 milijona evrov. In tako je danes Vega zmogljiv 6,8 petaflopa. To se pravi 4,5-krat več, kot smo to načrtovali v osnovnem projektu leta 2018. In to je seveda zasluga tehnološkega napredka. Tukaj pravzaprav sta dve pomembni stvari, ki sta botrovali temu, da je Vega nastala takšna, kot je danes. Ena je to, da je po zelo dolgem in napornem oblikovanju skupnosti v Sloveniji prišlo do tega, da smo začeli res učinkovito sodelovati. In ko smo začeli res učinkovito sodelovati, smo dobili tudi podporo iz strani financerjev in države. Zanimivo je pa, da smo hkrati dosegli pravzaprav, ali pa bi lahko rekel, zatipali tudi ta isti puls na evropski ravni. In ker so različni člani tega okolja sodelovali v različnih evropskih iniciativah že prej, iniciativah kot so EGI, PRACE, GEO in tako naprej, se je izkazalo, da smo pravzaprav idealno pozicionirani, da tudi pri inicijativi Euro HPC sodelujemo. In je ta slovenski program z evropskim programom tako rekoč idealno sovpadel. Bili smo v nenavadni situaciji, da nas je Evropa začudeno gledala, ker je Slovenija imela že pripravljen odgovor na vsako novo strategijo, ki jo je Evropa predlagala. In končni rezultat tega prizadevanja je, da je HPC Vega dejansko prvi računalnik v inicijativi Euro HPC, ki bo začel delovati. Ja, tak projekt seveda je velik izziv že sam po sebi. Ampak ob tem smo pa naleteli tudi na druge izzive, ki so nam kar povzročili nekaj težav. Prvi takšni izziv je seveda bil omejen prostor. Drug, kako zagotoviti električno energijo v tem našem objektu. In še rok, ki je bil res zelo kratek. Z kadri pa tako ali tako je velika težava, ker jih v Sloveniji ni in smo jih morali sami vzgojiti. Pri tem smo imeli kar dosti sreče, saj smo dobili res motivirane sodelavce. Superračunalniški sistem Vega je dostopen tako znanstvenikom kot slovenskim podjetjem po načelu odprtega dostopa. Odprti dostop dejansko pomeni, da je dostopen vsem.
Seveda, kako se do superračunalniškega sistema dostopa, pa je odvisno od dejansko institucije, ki želi do nje dostopati. Za javne raziskovalne organizacije in javne raziskovalne zavode se dostopa po načelu ekscelentnosti raziskav, kar pomeni, da če ti zavodi imajo javno financirane raziskave, potem lahko superračunalniški sistem uporabljajo tako, kot da bi bil njihov lasten. Aktivnosti pri superračunalniku Vega so sprožile ogromno sodelovanje med različnimi inštitucijami in znanstveniki v Sloveniji, pa tudi z Evropsko unijo in ostalimi državami, in upam, da se bo to v prihodnosti samo izboljševalo. Upam, da bo temu tudi politika sledila. Po eni strani pomeni pridobitev tega naziva nacionalnega superračunalniškega centra veliko čast, po drugi strani pa nas tudi zavezuje k zelo veliki odgovornosti, ker nas sklenjena pogodba z Evropsko unijo tudi zavezuje k nudenju eksaktnih storitev, sicer nam grozijo velike pogodbene kazni, tako da bomo morali pri tem sodelovanju biti zelo natančni in zelo precizni. Vzdrževanje superračunalnika Vega je ogromna odgovornost. Te naprave terjajo ekspertizo mnogih ljudi in vzdrževanje in prilagajanje potreb uporabnikom. Na začetku so bili na Izumu zelo skeptični do tega projekta, vendar moram reči, da so v enem letu njihovi sodelavci ogromno napredovali, se veliko naučili, tako da sem danes povsem brez skrbi, da bi imel ta superračunalnik kakršnekoli težave v prihodnosti. V Sloveniji imamo pravzaprav že kar dolgo tradicijo velikih računalniških sistemov in superračunalnikov, ampak šele v zadnjih dobrih 10 letih smo se naučili sodelovati na tem področju v vsej državi. Sodelovati na področju znanstveno-raziskovalnega dela, organizacijskega pa tudi industrijskega, in na ta način smo vzpostavili Slink, ki zdaj res združuje večino organizacij in posameznikov, ki potrebujejo ta področja in ki imajo znanje na teh področjih. Superračunalniški Vega je v tem trenutku seveda sestavljen iz najsodobnejše tehnologije. Vendar tehnološki napredek je neusmiljen. Ta tehnologija bo že čez 1 leto stara, čez 5 let pa že zastarela. In tako že sedaj načrtujemo izgradnjo novega superračunalniškega sistema z najsodobnejšimi tehnologijami čez 5 let in seveda v vseh nadaljnih 5-letnih obdobjih. Uspešna izvedba projekta EuroHPC in HPC River pomeni po eni strani dobro popotnico za začetek vstopa na pot evropskega superračunalništva, hkrati pa bo potrebno razmišljati tudi v prihodnosti, ko bo treba to infrastrukturo obnoviti in tudi čez 5-letno obdobje dati slovenskim raziskovalcem potem enake možnosti, ko bo ta obstoječa oprema že zastarela. Pred zaključkom projekta smo veseli, da smo projekt v celoti udejanili, da smo bistveno presegli začetne načrte projekta in da danes Slovenija dejansko ima sistem, ki jo uvršča med velesile na svetu po računalniški moči. Mogoče za primerjavo, naša superračunalniška moč je v bistvu takoj za močjo Združenega kraljestva in pred Rusijo.